predstavitvi primera. Saraja je koordinatorka programa prostovoljstva na Škofijski Karitas Celje. Ja, hvala. Ta program se pri nas na daljše imenuje socialno vključevanje ranljivih oseb v prostovoljstvo. Tako da ga bom na kratko predstavila in skozi mogoče dva primera nakazala, kje ga vidimo kot dobro prakso. Namen je vsekakor v tem, da se ljudje socialno vključujejo in gre za nek preventivni program pred izključevanjem, tudi pred osamljenostjo. Glede na to, da gre pa za prostovoljsko delo, pa tudi ohranjanje delovne aktivnosti. Mogoče bi kdaj lahko rekli tudi pridobivanje, ampak tako, realno je bolj ohranjanje. Ciljne skupine, ki k nam prihajajo, so večinoma dolgotrajno brezposelni, občasno tudi brezposelni, ki jim je to neka začasna možnost, pa potem, ko najdejo zaposlitev, se poslovimo, pa tudi drugi z drugimi statusi, invalidi, upokojenci. Večini je skupno to, da imajo še pridružene težave na zdravstvenem področju, duševno zdravje, zasvojenosti, težave v odnosih, včasih so lahko že prepoznane težave, tudi iskreno, jasno govorijo o njih, ker jih sami prepoznavajo, včasih jih zaznavamo mi, ko prihajamo v stik. Večinoma gre za starost tam med 45 do 55 let, seveda so odstopanja navzgor in navzdol tudi. Recimo skozi nek tipičen primer moškega nad 50 let, 15 let je že brezposeln, ima zdravstvene težave, je samski, šibko socialno mrežo, za novo zaposlitev je že precej obupan nad iskanjem, zato je več razlogov, od tega, da je bil že zavrnjen večkrat, do mogoče lastnih osebnih. Posledično lahko ima ali občasne ali pa tudi redne težave z zasvojenostjo, s psihijo. V našem programu pa ga zaznavamo tako, v smislu, redno pride na termine, delo je tako, ki ga ali pozna ali pa se ga malo priuči, rad se druži, tisto, kar se nam zdi ključno, je, da se ob delu odpre, pa pove kaj več o sebi. Če bi ga povabili na svetovanje, verjetno tega ne bi naredil. S soprostovoljci je pa recimo že navezal prijateljstva, pa vidimo, da se tudi družijo v prostem času. Ali pa primer mame samohranilke, je sicer zaposljiva, tudi sama se tega zaveda, ampak v resnici ima premalo socialne mreže, ki bi poskrbela za varstvo otrok, da bi lahko bila prilagodljiva za delodajalce, glede nestabilnih ali pa izmenskih urnikov dela. Glede na to, da je večinoma doma dopoldan sama, je dolg čas, je vse skupaj enolično, je prostovoljstvo v bistvu možnost za spremembo okolja, za spoznavanje ljudi, za sprostitev ob delu, pozabi tudi skrbi. Je pa recimo tudi tako, da ji mentor v skupini pomeni odnosno osebo, na katero se lahko obrne, ko čuti potrebo za pogovor, ko rešuje svoje osebne situacije. In če povzamem take neke skupne ključne dejavnike uspeha, ki jih vidimo za osebe, ki prihajajo k nam, so ziher pač osebe same in njihova lastna motivacija, da pridejo. Opažamo, da je včasih lahko dodatek za delovno aktivnost, ki ga omogoča država, dobra vstopna točka, da si sploh dovolijo, da pridejo. Potem pa je načeloma to, kar doživijo, tisto, kar jih potegne naprej. Potem tudi velikokrat ljudje sami rečejo, fajn je, da lahko združimo prijetno s koristnim, pri čemer imajo ta občutek, da se lahko družijo, pa še delajo in so s tem koristni za družbo. Eden izmed ključnih dejavnikov, ki jih vidimo, je tudi naša skrb z vidika mentorjev za odnos s temi ljudmi, da je stalen, da je pozornost in fokus na njih. Velikokrat, sploh pri, tako sem že omenila, pri moških, ki se bolj odprejo ob delu, je tudi to, da mentorji delamo z njimi,
To pomeni, naprimer, skupaj bomo dvorišče pometli, je potem možnost to, da se bolj odprejo ob delu tudi nam. Pa na splošno vidimo kot enega izmed dejavnikov, da imamo sploh možnost ustvarjati priložnost, da nekam pridejo, da imamo prostor, da imamo nek določen čas za njih in s tem tudi odnose. To bi rekla, da so ključni dejavniki uspeha, da vidimo, da so ljudje zadovoljni s to varianto in da jim pomaga v življenju na več področjih, da so vključeni, da imajo občutek sprejetosti, dobrodošlosti. Seveda, pa kar sem morda že prej nakazala, za neko bolj intenzivno pristopanje ali pa osebno spremljanje oseb, pa smo tudi mi v nekih smislih omejeni in v tem smislu vidimo še pa marsikje možnosti, da bi neke potrebe ljudi, ki še obstajajo, še tudi lahko bile zadovoljene, pa je iz našega vidika trenutno pač to, kjer smo. Hvala. Hvala, Saraja. Zdaj pa k predstavitvi drugega primera vabim gospo Marjano Bravc, direktorico Centra za socialno delo Maribor. Mikrofon. Tam na levo spodaj mikrofon, če. Evo ga. Je? Je. Kaj pa slika? Dela. Slišimo? Dobro. Dobro. Se pravi, da bom hitra, da si teh par minut, ki jih imam na voljo, izkoristim. Jaz vodim center, ki pokriva skoraj 250 000 prebivalcev Slovenije. Zdaj samo za oris na začetku, od tega jih je dobrih 10 000 prejemnikov denarne socialne pomoči na našem področju. Seveda je med njimi na srečo kar nekaj ljudi, ki si uspejo v nekem obdobju najti nadaljnje zaposlitve in poskrbijo sami za dohodke za preživljanje. Seveda se pa med njimi še ostaja kar skupina ljudi, ki je dolgotrajno brezposelna. Seveda smo potem mi kot center tisti, ki skupaj z Zavodom za poslovanje v nekih komisijah, ki jih imamo skupnih, ugotovimo, ali je nekdo dolgotrajno upravičeno brezposeln oziroma da ga vključimo v neke aktivnosti. Zdaj, eni od teh programov so možnost program socialne aktivacije, ki zdaj teče v Sloveniji kot pilotni projekt. Moram reči, da ta zadeva seveda ima zelo dober potencial, je pa dobro to še mogoče nadgraditi z kakimi praksami. Jaz bi se zdaj tukaj, bi rekla, malo ozrla na moje pretekle delovne izkušnje. Zdaj 6 let sem v javnem sektorju na Centru za socialno delo, imam pa 29 let izkušenj v gospodarstvu. Od tega sem bila 15 let v invalidskem podjetju. In moram reči, da mi kar naprej misli uhajajo nazaj na te moje dobre izkušnje z tem statusom invalidskega podjetja, ker seveda vemo, da tam pač je potrebno imeti vsaj 40% ljudi z statusom invalidnosti, ampak to je neka vrste trajna zadeva, to, kar smo prej slišali strani kolegice, oziroma tudi iz tega, vsi ti projekti, ki so vključevanja, manjka pri ljudeh neki občutek stabilnosti, trajnosti, da vkolikor se bojo oni nekje vključili, da bojo imeli trajno zagotovljeno svojo življenjsko eksistenco, da sami poskrbijo za svojo možnost preživljanja. V invalidskem podjetju sem ugotovila eno tako, bi rekla, zelo dobro osnovo, na čem bi mi lahko gradili tudi pri teh ostalih populacijah, ki nimajo takih zdravstvenih indikacij, da bi lahko dobili status invalida, imajo pa zaradi dolgotrajne brezposelnosti ovire
ker vemo, da so določeni ljudje tudi po 20 let žal v tej obliki brezposelnosti in se občasno v kakih javnih delih pojavljajo, vedno se nekje potem izraža želja, da bi želeli, da je dalj časa možnost vključevanja. Se pravi, ta trajnost manjka. V invalidskih podjetjih je ta način delovanja, da lahko ta podjetja to svojo strukturo zaposlenih, ki niso tako učinkoviti, dejansko potem, kar se tiče financ, sredstev, z temi oprostitvami plačevanja določenih davkov in prispevkov, na ta način, da jim ta sredstva ostajajo in se lahko vlaga v razvoj teh podjetij, se lahko na ta način tudi delovna mesta potem ponovno ustvarjajo. Zdaj bi samo na en konkretni primer iz tega, ker je ogromno primerov in v teh parih minutkah ne bom imela možnost tega predstaviti, bi se spomnila ene osebe, bil je tudi druge narodnosti v tem podjetju, je bil udeležen najprej kot usposabljanje na delovnem mestu, ker tudi v invalidskih podjetjih smo izvajali usposabljanja. Kolikor se je le dalo, smo seveda nekaj teh ljudi, ki so bili na usposabljanju, zadržali, jih redno zaposlili. Določeni so pa tam tudi potem dobili zelo dobro delovno izkušnjo in so si tudi upali in znali najti potem v drugi obliki rednega delovnega razmerja svoje mesto. Bi se spomnila na enega gospoda, ki je bil res druge narodnosti v tem kraju, moram reči, ni bila navada, kjer je bilo to podjetje, da bi, oziroma sploh ni bilo, smo bili dejansko samo bolj ruralno okolje. Je najprej, ko je ta gospod prišel na razgovor za usposabljanje, so celo občani poklicali policijo, da neka oseba, temnopolta, se tu nahaja. To je bil prvi taki šok, ampak moram reči, da ne bi zdaj vse nadaljevala. Mi smo ga seveda izbrali. Gospod, takrat fant, bi rekla zelo mladih let, gospod, se je zelo dobro vključil v to okolje, zelo dobro so ga sprejeli in potem je on tudi, bi rekla, to bariero svojega hendikepa, da je že na videz malo drugačen, zelo prebil. In zdaj ga še jaz po tolikih letih srečujem v Mariboru in on meni to redno sporoča, on je zdaj redno zaposlen, ima že 12 let delovne dobe. Vedno ob vsakem srečanju mi pove, da če ne bi takrat pri nas, sicer s tisto kar tako začetno izkušnjo, si upal ostati med nami in potem dejansko najti svoje mesto in človek je redno zaposlen. Jaz bi samo rekla, da ta primer invalidskih podjetij, ki jih imamo v Sloveniji, bi se dalo prenesti v neko drugo obliko sekundarnega trga dela, kjer bi mogoče bili vključeni tile dolgotrajno brezposelni in bi se na isti način mogoče obravnavalo ta podjetja. Gre se samo za to, da se ljudem zagotovi trajna zaposlitev, da tako kot javna dela ali pa ne vem, druga oblika, kjer ljudje že na začetku vejo, da je to samo začasne narave, tudi ko so nekje, bi rekla, se zelo dobro znašli, so navdušeni, je vedno neki priokus tega zavedanja, da to mine, da to ni dolgotrajno in da nimajo možnosti trajno ostati. Jaz mislim, da tako kot invalidska podjetja, to, kar država dejansko pušča te prispevke, da se vlagajo nazaj v podjetje, da se tudi dobi določena sredstva glede na preostalo delovno zmožnost tistih oseb. Jaz mislim, da je s tem, če se štejemo na eni strani, kaj država da, pa kaj na drugi strani posamezniki dobijo in kaj posamezniki potem tudi vrnejo družbi nazaj, gre se to za celo kupico, bi rekla, učinkov. Oseba sama je dosti bolj zadovoljna, potem so v družini tudi, bi rekla, manjše težave, ker vse izhaja iz vsakega posameznika.
človek se počuti koristen, dobi neki svoj krog ljudi, s katerimi se srečuje. Jaz mislim, da to je nek široki nabor, spekter pozitivnih učinkov. In jaz mislim, da bi na tem se dalo graditi vse te zadeve, tako kot javna dela, socialna aktivacija, kot prostovoljstvo, vse ima neki svoj zelo, zelo dober učinek. Treba bi bilo zbrati vseh teh ukrepov, seštevke teh pozitivnih zadev, ampak narediti nekaj trajnega, kjer bi ljudje lahko, vemo, da se delovna doba vedno podaljšuje, čas starosti, kdaj se bojo lahko ljudje upokojili, se tudi podaljšuje. In ljudje si želijo trajnost. Jaz mislim, da je na tej trajnosti. Jaz verjamem, da bi mi na centru vse te naloge, ki jih upravljamo, od nasilja v družini, od težav v partnerstvu, od težav, ki jih imajo potem tudi mladostniki, izhajajo iz teh družin, ker so starši, bi rekla, ranjeni, socialno ranjeni, ker niso nekje vključeni v neke trajne, stabilne zadeve. Marsikaj od tega bi potem tudi pri nas verjetno odpadlo in bi kot družba imeli samo neke pozitivne efekte. To je moje razmišljanje, moje nasplošno mnenje. Hvala lepa, gospa Bravc, za te podeljeno mešanco osebne izkušnje in pa širšega družbenega pogleda oziroma pogleda z vidika ukrepov, ki bi jih bilo potrebno izvesti. Hvala lepa, res. Tretja govorka, tretja predstaviteljica primera pa je gospa Urška Mumelj. Ona je strokovna sodelavka na Škofijski Karitas Maribor. Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Danes sem dobila tako lepo nalogo, da vam predstavim en primer dobre prakse. In sicer smo z sodelavci izbrali en tak zelo zanimiv primer, ki trenutno še teče, smo še v odnosu za to gospo. Gre pa v bistvu za to, da bom probala malo kronološko opisati, kako je vse skupaj potekalo vse do današnjega trenutka, ne. V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje preko usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito je k nam bila napotena ta gospa v tem primeru. Že pred tem smo imeli multidisciplinarni tim različnih strokovnjakov, da bi zmogli nuditi, kar bo najbolj potrebovala. Skupaj z starejšim sinom je prišla iz Južnega Sudana in ima status begunke. Najbolj nas je skrbela velika razlika v kulturi in nepoznavanju jezika. Ko pa se je vključila v naše procese dela, smo bili zelo pozitivno presenečeni vsi skupaj, ker je poleg tega, da je že zelo veliko razumela, se je že trudila s prvimi slovenskimi besedami, ne, tako da je bila to res velik napredek za njo, ne. Istočasno je hodila na tečaj slovenščine in pa v celotnem tem postopku smo imeli na voljo organizirano prevajalko za arabski jezik, ki pa hvala Bogu, jo nismo dostikrat potrebovali. Gospa je bila zelo motivirana za delo, prijazna, marljiva in vsi v delovnem timu smo jo lepo in hitro sprejeli. Ves čas smo ji nudili osebno spremljanje strokovnega delavca, ki je pomagal na različnih področjih, kar je pač potrebovala. Ko pa se je to 6-mesečno usposabljanje zaključevalo, se je znašla v veliki stiski, ker si sama ni uspela najti novega stanovanja in prijaviti bivališča. Tako se je na nas obrnila po pomoč in smo ji kot organizacija lahko tudi pomagali najti ustrezno stanovanje in ji urediti prijavo stalnega bivališča. To pa je bil namreč pogoj za združitev družine. Po več kot 3 letih so lahko zaživeli zopet kot družina, ko sta v Slovenijo prišla še njen mož in mlajši sin. In ko se je zaključilo to obdobje usposabljanja, smo jo povabili na program prostovoljstva, kjer je tedensko prihajala, ter v tem obdobju dobila poleg denarne socialne pomoči še dodatek za delovno aktivnost. Ko pa je imela izpolnjene pogoje za vključitev v javna dela,
jo je zavod napotil na razgovor, kjer je med ostalimi kandidati bila izbrana kot najprimernejša in je dobila pri nas službo preko javnih del. Takle malo na kratko, zdaj ta javna dela tečejo, tako smo zelo zadovoljni, res se je izkazala v tem obdobju. Zdaj, če zdaj na kratko izluščim, kaj je v tem primeru dobre prakse bilo res odločilno, je delovalo, bi predvsem izpostavila ta multidisciplinarni tim, strokovnjaki iz različnega zavoda, več glav več ve, tako da smo kar združili moči in se včasih kar malo namatrali za kako stvar. Predvsem to osebno spremljanje vsakodnevno in pa to mentorstvo, da je imela nekoga v organizaciji, na katerega se je lahko oprla, ko je kaj potrebovala. Kot ključni dejavnik bi pa rekla, da njena velika motiviranost za delo, prilagodljivost, delavnost, požrtvovalnost in veliko truda pri učenju slovenščine. Tako da se mi zdi, da včasih lahko cel tim strokovnjakov naredi, kar le zmore, če pa ni tiste osebne naravnanosti pri človeku samem, da nekaj želi narediti, pa da želi obdržati neko službo ali pa se želi res maksimalno potruditi, potem je naš trud tudi za manj. Se pravi, ta pripadnost, ona včasih reče, da je Karitas njena druga družina in se res tu čuti med nami sprejeto, kar je nam tudi v veliko veselje sodelovati s vsako osebo. Kako pa bo naprej? No, tu se pa potem malo zatakne. Tu pa si sicer želimo z vsemi izkušnjami, ki jih je pridobila, da bi zmogla, da bi znala najti ustrezno zaposlitev. Bomo pa videli, kako naprej. Mi jo gotovo bomo spremljali in ji bomo pomagali še naprej. Tako. Zdaj mogoče, če... Ja, te dopolnim. Samo s tem, kako bo naprej, se nanesem tudi na primer, ki sem ga prej omenila, in na zgled avstrijskega primera sekundarnega trga, ki že deluje, se ga bo Bernhard še malo bolj razložil, ampak tisto, kar je bilo nam zelo dobrodošlo slišati, je, da je tam nek, recimo, socialni pedagog zaposlen z namenom osebnega spremljanja oseb, ki so v tem trgu dela in je točno določeno število ur, ki jih nameni v mesecu za osebno spremljanje, obravnavo, ki se tičejo ne samo področji dela, ampak tudi urejanja osebnih stvari. Več pa upam, da je to samo teaser, zato kar bo Bernhard povedal. Hvala. Hvala lepa, gospa Urška in gospa Saraja. Ja, sta ga že napovedali. Naš četrti govorec prihaja pa iz Avstrije. Gre za magistra Bernharda Zundla, ki je iz Caritas Steiermark iz Avstrije. Gospod Zundl bo tudi predstavil primer, bo pa govoril v nemškem jeziku za tiste, ki ste zdajle vmes prišli. Če želite ga spremljati v slovenščini, je to možno, imamo tudi tolmače. Morate iti pa na ikono globusa, desno spodaj, druga ikona z desne in nastaviti na French, na francoščino, zato da slovenščina pač bi mogli pisati slovenščina, ampak Zoom tega ne podpira na tak način, zato se mi pogovarjamo slovensko na francoskem kanalu. Tako da dajte prosim na francoščino prestaviti, zdajle, če hočete gospoda Zundla slišati v slovenskem jeziku. Zdaj pa kar gospod Zundl, vabim vas k besedi. Dankeschön, ich möchte Sie alle sehr herzlich begrüßen. Es ist schon ein paar Mal angeklungen, dass es bei uns einen sogenannten zweiten Arbeitsmarkt gibt und ich werde versuchen, das jetzt ein bisschen zu erklären, wie das System funktioniert und dann ein Beispiel zu bringen. Es wurde in Österreich 1968 schon ein Arbeitsmarktförderungsgesetz erlassen, das die Grundlage ist für eine sogenannte aktive Arbeitsmarktpolitik. Das bedeutet, dass Beschäftigungsprojekte oder Beschäftigungsmaßnahmen entwickelt wurden,
die zum Ziel haben, dass Menschen, die eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit haben oder Leistungsfähigkeit haben, unterstützt werden auf ihrem Weg zurück in den Arbeitsmarkt. Also jene Personen, die schon länger arbeitslos sind, die für Betriebe in der Wirtschaft nicht leistungsfähig genug sind, werden hier unterstützt. Diese Projekte funktionieren mit befristeten Dienstverhältnissen und die Dienstverhältnisse werden in dem Zeitraum, wo die Personen in den Projekten arbeiten, von öffentlicher Hand bzw. vom Arbeitsmarktservice unterstützt, finanziell unterstützt bzw. gefördert. Die Arbeitsplätze sind vorwiegend bei gemeinnützigen Trägern oder in sozialökonomischen Betrieben. Alle diese Maßnahmen zusammengefasst nennen wir inzwischen den sogenannten zweiten Arbeitsmarkt. Also jene Arbeitsplätze, die nicht in der freien Wirtschaft sind, sondern gestützte Arbeitsplätze sind. Typische Arbeitsfelder für diesen zweiten Arbeitsmarkt sind zum Beispiel Dienstleistungen im Garten- und Baubereich, Sachspendenverwertung, Arbeiten im Verkauf, in der Gastronomie, in der Produktion oder auch bei archäologischen Grabungsarbeiten. Von der Systematik her funktionieren die Projekte so, dass das Ziel dieser Maßnahmen ist immer, das Hauptziel ist immer eine Vermittlung in den regulären Arbeitsmarkt. Das heißt, am Ende dieses Dienstverhältnisses sollte eine Arbeitsaufnahme einem normalen Wirtschaftsbetrieb sein. Es wurde schon angesprochen, dafür werden die Personen in den Projekten begleitet von einem Sozialpädagogen oder einer Sozialpädagogin, um die Personen, wir nennen das oft job-ready zu machen. Begleitung heißt in dem Fall... Gibt es eine Frage? Okay, Begleitung heißt in dem Moje Fall... ne, so samo po nesreči mikrofon imeli. Okay. Begleitung heißt in dem Fall Bewerbungstraining, Coaching, auch in Richtung Soft Skills, Bearbeitung von Problemstellungen aus der Lebenssituation. Das heißt, wenn es eine Schuldenthematik gibt, wenn eine Krankheit vorliegt, wenn es eine Scheidung gegeben hat. Also all diese Dinge, die ein Hindernis in der Arbeitsaufnahme sein könnten. Man schaut sich auch an, ob es einen Bedarf an einer Weiterqualifizierung gibt und am Ende dieses Dienstverhältnisses versucht man eine Vermittlung in den regulären Arbeitsmarkt. Ich möchte jetzt ein Beispiel bringen für eine Maßnahme im Rahmen dieses zweiten Arbeitsmarktes. Das ist das Jugendbeschäftigungsprojekt Tagwerk in Graz, das Umhängetaschen aus LKW-Planern, gebrauchten LKW-Planern produziert und mittlerweile schon mehr als 20 Jahre hier Jugendliche beschäftigt. Es ist in dem Fall ein Beschäftigungsprojekt für Jugendliche, aber es gibt solche Projekte für sehr, sehr viele verschiedene Zielgruppen, für Suchtkranke, psychisch Kranke oder auch ältere Personen. Das Tagwerk ist wie gesagt, ein Jugendbeschäftigungsprojekt für sogenannte arbeitsmarktferne Personen, die am Arbeitsmarkt keinen Job finden oder keine Lehrstelle finden. Es geht hier um Jugendliche, die oft die Schule abgebrochen haben, die aus schwierigen Familienverhältnissen kommen, die manchmal einen Suchthintergrund haben,
an einer psychischen Erkrankung leiden oder nach der Pflichtschule keine Ausbildung oder Arbeit gefunden haben. In der sozialpädagogischen Begleitung arbeiten wir dann mit den Jugendlichen zum Beispiel an den Arbeitstugenden. Sie lernen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Durchhalten beziehungsweise auch Regeln einzuhalten. Die Jugendlichen merken, dass sie etwas leisten können und dass ihre Leistung auch gebraucht wird. Für viele Jugendliche ist ja das oft eine der ersten positiven Rückmeldungen seit langem, weil sie sehr oft eher problematische Schulkarrieren hatten und wenig positive Rückmeldungen bekommen haben. Sie stellen fest, dass sie gebraucht werden und dass ihre Arbeit in der Gesellschaft etwas wert ist, und sie können miterleben, wie die produzierten Produkte, also diese Umhängetaschen, auch für Kunden einen Wert haben. Bei uns ist es so, dass im ersten Stock des Projektes die Werkstatt ist und im Erdgeschoss im gleichen Haus der Verkaufsraum. Das heißt, Sie bekommen sehr unmittelbar mit, wie schnell Ihr Produkt auch verkauft ist. Das steigert natürlich Ihren Selbstwert sehr, und das ist auch eine sehr gute Grundlage für eine positive Entwicklung in Richtung einer Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Was ist nun entscheidend bei der Konzipierung solcher Projekte? Ich möchte hier da auf 3 Ebenen eingehen: auf den Bereich der Beschäftigung, auf die Zielgruppe und auf das Projekt selber. Zum einen, was die Beschäftigung anbelangt, ist es sehr wichtig, einmal die Bedürfnisse oder den Bedarf in der Zielgruppe gut zu identifizieren und auch eine maßgeschneiderte Maßnahme zu entwickeln. Das erfordert immer wieder auch, dass man kreativ und innovativ an die Sache herangeht. Was die Jugendlichen anbelangt, da haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass der Zugang zum Projekt freiwillig ist. Das heißt, dass sie nicht auf Druck oder aufgrund einer Sanktion ins Projekt kommen, sondern dass sie mal selber kommen können, stundenweise arbeiten können, dass sie selber sagen können, wie viel sie schaffen und wie groß ihre Leistungsfähigkeit ist, und dass man abgestimmt auf diese Leistungsfähigkeit was anbieten kann. Kreativität als Arbeitsfeld hat sich bei uns sehr bewährt, weil die Jugendlichen merken, es gibt, wenn sie ihre Tasche selber designen, kein richtig oder falsch, sondern das, was sie machen, ist einmal gut. Und was auch wichtig ist, ist, dass ein Scheitern erlaubt ist und nicht sanktioniert wird, sondern dass es auch wichtig ist, wenn Fehler passieren oder sie ausfallen, dass sie wieder starten und wieder den Arbeitsprozess aufnehmen. Für das Projekt Tagwerk war es immer wichtig, dass es in der Maßnahmenlandschaft eine Sonderstellung hatte, dass es nicht nur am Anfang innovativ war, sondern auch diesen innovativen Aspekt beibehalten hat. Wir haben auch das Projekt stetig weiterentwickelt und haben versucht, auch das Produkt, das wir herstellen, attraktiv zu halten. Und parallel dazu, nachdem es hier um die Produktion geht, haben wir auch versucht, das Tagwerk als Marke am Markt zu positionieren. Was ist nun auch entscheidend beim Umgang mit den Jugendlichen? Das eine ist, den Jugendlichen auch auf Augenhöhe zu begegnen und die Ressourcen, die sie mitbringen, auch zu heben.
die Lösung von Problemstellungen, wie bereits angesprochen, mit Hilfe der sozialpädagogischen Begleitung. Und es ist so, dass sie oft am Anfang eher instabil kommen. Also es gibt am Anfang meistens eine Stabilisierungsphase, und wenn sie sich stabilisiert haben, dann kann man sie auch mehr fordern, und dann werden sie auch jobready für den Arbeitsmarkt. Und was auch noch ein wesentlicher Faktor ist, ist, dass wir auf die Eigenverantwortung der Jugendlichen setzen. Das heißt, dass sie, wenn sie sich bemühen, das nicht für uns machen, sondern sie wissen, da geht es um ihren Job, und sie selber müssen dranbleiben, dass eine Arbeitsaufnahme funktioniert. Um zum Schluss zu kommen, glaube ich, dass es zwei wesentliche Faktoren gibt, wenn man an die Entwicklung von Maßnahmen denkt. Das eine ist, ein Arbeitsfeld zu haben, das für die Zielgruppe oder für die Personen geeignet ist, sich weiterzuentwickeln. Und wie bereits angesprochen, eine gute sozialpädagogische Begleitung, die hilft, jene Hemmnisse, die da sind und die sie selber nicht bewältigen können, aus dem Weg zu räumen. Herzlichen Dank. Hvala lepa, gospod Zundl, tudi z moje strani. To je bil 4. primer. Ti primeri imajo gotovo nekaj skupnega, v marsičem pa so tudi zelo različni. Hvala lepa, gospod Zundl, tudi z moje strani. Ti primeri, to je bil 4. primer, ti primeri imajo... Ja? Matej, se lahko samo toliko priglasim, Darko Vrčun, Karitas Maribor. Ja? Mogoče bi samo poudaril, bilo je omenjeno spremljanje socialnega pedagoga za tistega, ki je vključen, kar je zelo, zelo pomembno. Pri naši izmenjavi smo pa ugotovili, da je naloga socialnega pedagoga, da spremlja tudi delodajalca, to se pravi mentorja. Oba sta na isti ravni spremljena, ker če bi bil vključen in spremljen samo v enem delu, ne pa celostno v delovnem okolju, bi potem rezultat ne bil takšen, kot je. Samo to sem želel priglasiti. Hvala, Darko. Hvala lepa. To je bil 4. primer. Zdaj pa bomo postali nekoliko interaktivni in sicer bomo poskušali najti, kaj imajo